Ja, vem, da ni bilo prav. Za vse si bil vedno ti kriv. No sej, včasih si bil res, ampak ponavadi... Ponavadi bom najlažje svojo frustracijo stresnave. To je normalno, no. Skaj smo mlajši bratje? Dari po revežu. Ne, hočem ti povedati, da mi je žal. Šah. Za pretep si. Ja, a zdaj pa kar nasilen ratov? Tole nikamor ne pele. Ja, se strinjam, nasilje nikamor ne pelje. Ma ne moj, kaj ne poveš? Ja, ne moreš tako nekomu groziti za pretepst. Kva zdaj delaš? Dajte malo bod prstvarno. Štejem, kolikrat sem jih v tebe faso. Nijem dost prstov. Dobro, no, to je bilo še prej, preden se gotila, da ni v redu, če... Ti spoloti roka? Mašina, trpel sem kot svina. Mami, vazo se mi je razbila, to malo je kriv, jo je na rob postavil. A ti ne morem se učiti, to malo gleda televizijo, on jo lahko, jaz pa ne. Jok pa na drevo, pa pleska, da ne pozabim. Pa se je postavil čevlje od mami, to malo je kriv, je pustil vrata odprta. Da ne omenim, da sem bil kriv, da si zabila matematiko. Zato, ker ti je jo rekla, da si nora, in pleska zato, ker sem ti rekel, da si res. Pa da ne pozabim mamine pripombe, da gre plastika k plastiki, pomijam in ne obratno. In pleska zato, ker ne bi špecal. Ok, lej, res mi je žal, ampak mene sam skrbi, da ne bi še ti rado tak kot jaz. Ker jaz vem, koliko je to mem. In zato sem ti prej rekla glede nasilja, ne? Izkušnja se učimo, ne? Točno tako, ampak si noški mislil, to je bila dobra šola zame. Sam da si bila ti nadobudna mlada šoraka, jaz pa una žaba, ki jo pri biologiji seciraš. Oh, ti revček ti. Vse sem bil jaz kriv. Te malo dnevnik si mi ukradel. Dnevnik. Kaj naj s tvojim dnevnikom? Dragi dnevnik. Ne morem verjeti, da sem še vedno sama. Vse ostale moje tipe, jaz pa ne. Poglej, kakšni so. Ha, ful smešen, not. Važno ste mi pa celo sobo razmetali. A ste kje najdel poleg moje čiste vesti? Ne. To samo zato, ker ne plešeš, kot ti dirigiraš. Mami, ne morem misliti, da malo kriv. Veš kva, zdaj si pa že ful zmišljuješ. Nič bolj, kot si ti. Zakaj za to pogrevaš? Lej, dokazal si, da nisi toliko smotan. Da znaš res človeku prisluhniti, ko mu je težko. Kot pravi mali brata, ne? Čeprav se še zdaj čujem, da si mi takrat po 3 palmah sploh še hotel pomagati. Ja, nismo vsi isti. Tadej, a si ti kaj razmišljal, kva bi rad počel po končani gimnaziji? Sej, ne da se mudi, sam tako me zanima. Ja, nekaj sem razmišljal o politologiji. A politik bi rad bil? Ja. Si rekla, da ni bilo tako, no? Pa če je tako. A je pa poklical ali ni pa poklical? Ja, je. Ne verjamem. Ja. Ne. Ja. Ne bo šlo tako. Ja. Ja, seveda, kaj si pa mislila? Nič vse izgubljen, Nati. Še vedno imaš mene. Končno je poklical, ko je že ful dolgo čakala. Zdaj greš tam ven. Ajoj, ko bi se še mene poklical. Kdo? A Marjan? Ja, sam ne vem, če pa kaj z tega. Pa kaj ti sploh vidiš na njem? On je tak en buhtel, nič si ne upa. Tako, tak luškanje, tak mal naroden. Oh, evo, kam ti gledaš? Glej, vsak oči ima svojega malarja. Zate je itak noben ni zadost dober. To pa sploh ni res, samo mora biti, veš, tip na mestu, to prav dec, pa tako, mišice, pa tako, da je tudi fajn za pogledat. Pa bogat si pozablja oment. To ni zame. Ti misliš, da je ta prav un burek, ki bi raje prej pucat javne vrtce, kada bi te poklical. Mene bi že mogoče. Znači nekaj sprašujem okrog tebe, ker sem bolj tako dostopna. Ampak ti, ki si pa bolj tako zaprta vase, pa ne vem, ker nima glih. Čak, kaj?
A te kaj sprašoval glede mene? Ma ja, nič kaj tazga. Daj no, povej, kaj je rekel. Hotel mi tvojo cifro. In si mi jo dala? Ja ne, itak da te ne bi poklical. Ja, ne vem, očitno, če jo hotel imeti. A bežno, sam zezo bi te. Ti bi mu dala svojo cifro, on te pa itak ne bi poklical. Imela bi neke upe, pa iz tega ne bilo noč. Zakaj si da užaljena? Jaz sem te hotela sam zaščititi. O, ti dobrotnica, ne vem, zakaj tle zdaj nekaj nakladaš. Ti prav nočeš, da Marjan mene pokliče, sam zaradi tega, ker tebe noben noče poklicati. Ja, pa kaj še. Spomnim se, kako je bilo s Klemnom. Prazni upi in veliko joka. Pejte malo, no, ne veš, kako se stopa v mojo sobo. Ja. No, a bo kaj? Torej, tvoj spočitelj, ki je po nedoumljivih poteh narave in očitno tudi po neizprostni volji višje sile, slučajno tudi moj oče, bi rad tvojo Urbano. Pa dajte si vi že enkrat svojo Urbano umisliti. Kaj pa s tabo? Si limono pojedla? Boš malo čokolade? Baje sprošča hormon sreče. Vidim, da tale kakav ni dost močen. Na, zdaj pa spokin. Na čokolade. Mogoče kokice. Res ni bilo lepo, da si Evo zezo takrat. Jaz se res nisem hotela spraviti v slabo voljo. V bistvu sem ji hotela sam pomagati. To je jasno, no, mislim. Kdo bi se lahko podvomil v tvojo dobroto? Mislim, a ni dobro, da človek pomaga ubogi, razočarano zaljubljeni duši svoje najboljše prijateljice in to tako, da odžene njenega dragega, ko hoče njena telefonska. Ha. Lej, Marjan sploh ne bi pasel zraven nje. Sploh si pa ona zasluži nekoga boljšega. Poznam jaz take tipe. Prava izvedenka. A k tebi pa pasel? Sploh ne vem, kam je bilo, da me je poklical. Mogoče pada na nesrečne prostovoljke, ker raje nase prevzamejo breme obupnega, neprimernega fanta, kot da bi z njim pahnilo v nesreče svoje najboljše prijateljice. Živjo, a sem dobil Tino? Ne, Supermana. Jaz sem videla, da sem jaz. Gospod ti. Marjan tukaj. Lej, jaz ti že rekel, da ti ne dam Evine cifre, ker sem mi ful zauprem, pa res me za njo skrbim. Kje si pa dobil mojo cifro? Ne, Eva, ne, v bistvu sem hotel tebe povabiti ven. Ja, ne vem, kdaj pa? Naslednji torek ob 7 pri 3 palmah. Joj, torek ne morem. Kaj pa potem sreda? Ne, veš kaj, sreda mi ne paše preveč. Pa četrtek, petek. Ne, takrat imam gimnastiko pa glasbeno šolo. Ja, kaj pa v soboto? Ja, ne vem, kako pa kaj te pa še v torek? Sem ne moram razumeti, tako je bila Eva lahko grda do tebe. Rešila si jo groznega fanta in ona ti tako poplače. Kaj pa tale? Pa kar v redu, no. Kar v redu, pa ta pulaver je bil 60 €, pa misliš, da mi ful paše. Paše. Kaj pa je? Paše. Očitno paše. Kaj pa tikve? Čakam se cirkus začne. Paše. Krava ena. Lepo je krast tipe drugim, a ne? Marjan je bil moj. In ti greš in mu ne daš moje cifre samo zaradi tega, da bi lahko šla ti z njim ven. Lej, Eva, to ni tako enostaven, veš. Ni bilo tako enostaven. Upam, da ti bo v torek toliko slabo, da boš vpričal njega pobruhala ta svoj pulaver za 60 €, ker ti tako zelo paše. Ne vem, kako si mi lahko tako izdala. Pa kdo je sploh povedal, greva ven? Janja, ma ziher je bila ona. Gofla je pa Marnova prijateljica. Brez veze tole. Se ne ve, zakaj zdaj mene vest peče. Marjan res ni bil za njo. Po čem to sklepaš? A veš, včasih človek pač ve, kaj je najbolj za ljudi, ki jih dobro pozna. In ne dolgo časa nazaj si dopisala z enim Klemnom. Ne poznaš ga, kaj ni tukaj. In ne vem, a si ti postrašil, ali kaj je bilo, v glavnem ni več odgovoril. In ona je ful dolgo časa še jokala za njim.
Marjan je pa isti, pa kar vidim ga. Nisem ji izdala, jaz sem ji sam pomagala. Ja, težavna situacija tole. Sam po drugi strani mora vsak človek na se pogledati. Mislim, če ni zanjo. Kdo prav, da ni zate? Pa ja, no, sicer je pa on sam hotel z mano ven. Vsak človek je sam sebi najbližji. Ej, a mi narediš eno uslugo? Lej, ta pulover ima napako, a bi ga šel namesto mene zamenjati. A ne paše? No, vidiš, takrat si mi res pomagal, da sem stvari pri sebi pošlihtala. Najprej sem se počela tako slabo, pa slabo vest sem imela. Ampak, pola veš, ko sem se pogovarjala, sem pogotovila, da sem imela prav. Da. Halo? Hej, Luka tukaj. Kaj pa ti? Ja, A, bo kaj? ne gre mi tako z jezika lahko. Tole sem napisal zate. Tina, ti tako si fina, tebi vroče je, da crkne vsaka klima. Tina, ti tako si fina, bi se ti dali z mano iti do kina. A ti mene zafrkavaš? Ja ne, sam mislil sem, če bi hotel z mano iti v kino. Kdaj pa? V četrtek? Ej, bom še malo razmislila. Hodijo? Eva? Ej, sorry, ker sem naprej taka do tebe. Mogoče imaš pa prav, Marjan res ni zame. Ni panike, zakaj pa sva prijateljice? Naprej. Ne vem, kaj mi je bilo. S tabo bi se šla skregati zaradi enega brezveznega tipa. Ne, ali se razumem. Razjezil te je. Ja, glej, meni je Marjan že ful časa všeč. Ja? Kaj bi rad zdaj? Ne prid malo ven. A moram? Ja. Kaj zdaj? Ok, problema. Sem šel v trgovino, pa sem bil lačen, ker se svina, pa še gužba je bila. Pa sem šel v make-up, tam bila ista gužba, no, ampak sem ostal. In pol končno dobim meni, mi en tip pride in se mi zasede tam mizo direkt pred nosom. Pa sem mogel stoji jesti, kaj klošal sem se tam nastanil. Ja, si zamenil pulover. Ja, klej je tudi problem, ne. Pol ga nekako nisem mogel več zamenjati. A ti sploh veš, koliko je ta pulover stal? 60 evrov? Ja, 60 evrov, pa zakaj nisi tako bolj pazil? Viš, koliko sem bil lačen. Kaj imam zdaj obleka za takrat, ko grem ven? Ne vem, kaj sta cirkus delala takrat. Vse bil sam pulover. Pulover za 60 evrov. Spomni se, da sem včasih delala večji cirkus za predvsem manjše stvari. To je res. Tako da v bistvu je bila ta zadnja klefuta napredek in bi ti mogel biti zanjo hvaležen. Ha. Pa ne bova ga pravila, kaj ti je s tabo? Nogo mi boš kupil. S čim že? Imam baj kupon za milkshake, sem jih danes par dubo. Ej, sorry, zdaj bom res počasi mogla iti. Upam, da mi oprostiš. Ni panike. A moraš reči iti? Ja. In potem je prišel čas. Ja, torek. 7 zvečer pri 3 palmah. O, Tina, fina. Čak, kam imaš ti s Tino? Jaz zmerjena svetle. Ja, kako če so midva zmerjena? To bi mogel videti. A druga, kaj je pesno, kaj je Marjan tolko. Tina, fina, peče me kot kislina. Tina, daj pomagaj, zdaj sem crko Tina. Ha. Veš, koliko je bilo grozen. Najprej sem se zmerjala, pa prerivala, pa sem se spravila name. Meni sta govorila, kakšna sem. Ma luzere navadna, za burek nimata. In pa me še nobeno od njiju ne pokliče. In kdo je Luka to sploh povedal za tork? Ja, Eva se velja ta gnida priliznena. Je fajn, kad te en tako le izda, ne? Veš kaj, čist nič mi ni žal. Joj, koliko si zdaj boga. Ja, si dolg hrabla, da si pogruntala den konc enega tega prijateljstva. Ja, se bom probala zaleteti. Ja, ok, v redu, ajde, čau.
Pa kako je bila lahko taka? Kaj sem nekaj tazga naredila? Se je bilo včasih kaj narobe, ampak drugače sem bila pa vedno dobra z njo. Ja, dobrota je sirota. In potem mi je Maren rekel, da sem brez morale. In Luka mi je rekel, da sem iz štale. Ti naj štale nima morale? Nehi, no, jaz si to resno pravim. A veš, kako je bilo to ponižujoče? Zakaj bi bila brez morale? A nima vsaka ženska pravico, da izbira? Sploh pa ne razumem Mebe. Najprej je vsa prijazna do mene, pa mi pa zarine nož v hrbet. Ja, očitno ni bila iskrena, ker se ti opravičila. Ja, očitno res ne. Ampak veš, ti nisi brez morale. Pa tudi Frenice mislim, da si kar dobra. Sem pač, Eva tega ne zna ceniti. Zakaj si tako prijazen do mene? No, vidiš, res si bil dober z mano in mi pomagal, da sem prebolila Evo in te dva kratina. Ampak še vedno ne vem, zakaj si bil tak. Mislim takrat dejal, da je boljš poiskati bolj sofisticirano pot. Kako urediti nevšečnosti med nama. In do česa si prišel? Da te bo mogoče sram za vsako klofuto, ki si mi jo kdajkoli dala, če ti vrnem za dobroto. To malo. Seveda nisem imel mnogo upanja, no. Ampak to sploh nima zaveze. Lej, tukaj si in se mi pravičuješ. Pa se si fajn včasih, ampak zoporan pa tudi. Rajš reč domiselen. Šah. A pol noben od unih dveh ni hotel imeti nadstavo. Fajn, ne? Res je, da se Marjana uspet, ali pa še zmer svet Eva. Mislim, da bi se tam še lahko zgodil. Luka pa, Kaj z Lukatom? on bi se še neki smukal okrog tebe. Se vem, da si bil njena druga izbira, sam ne vem, kako mi je lahko to naredila. Ampak po drugi strani, kaj če je ona tista? Ti Prešeren, a se ti sploh kaj ceniš? Lej, Tina ima očeta, ki ne prebavlja preveč dobro, če se nekdo smuka okrog njegove princeske. Nekoč je se ženska upre tebi z nožem v rok. Pa se veš pa, kako je to. Kri pa bolenca. Ti bolj poetično razjasnim. A je vredna Tina fina, da bo Luka le še del spomina? Pa daj ne me zafrkavati. Noben normalen človek ne bi šel z nožem od fanta od svoje hčerke. Tehni so tvoje pomisleki. Naj ti bo jasen, da si za Tino le igračka. In če ne bi bila zafrustrirana zaradi prijateljice, te še povohala ne bi. To si mu rekel! Prasat sem, pa kaj se sploh greš? Kaj imaš še sploh z Lukatom? Najprej sem te hodil spraviti do tega, da si mi upravičil za vse, kar si mi kdaj naredila. Ampak znaš biti res poden. In upravičilo nekako ni bo zadost. Ti prikličeš potem, ti nekdo postreže s tem, kar sama skozi seješ. A misliš, da s tem, kar si odgnal Luka, da si mi vrnil? Lahko si vtakne nekam tiste njegove verze. Po tistem v 3 palmah ga bom z lahkoto prebolila. Smo že pri 3 palmah. Ne vem, kaj mi je bilo. S tabo bi se šla skregati zaradi enega brezveznega tipa. Ne, li se razumem. Razjezil te je. Ja? Se spomniš, ko sem šel v sobo zaradi puloverja in smo šli skupaj na hodnik? A moram? Ja. Ti si v sobi pustila svoj telefon. Vmes je Eva poslala SMS Lukatu, da ne moš v četrtek v kino in da bi se dobila v torek ob 7 pri 3 palmah. Zraven je pisala še, da naj takoj potrdi, da se mudi. Ja, 60 evrov, zakaj nisem pripazil? Prav za obleke za takrat, ko grem ven. Itak je zbrisala ta sporočila, da ti ne bi nič najdla. Bilo je tvegano, ampak je funkcioniralo. Ej, sorry, zdaj bom res počas mogli. Upam, da mi oprostiš. Ni panike. A moraš reči iti? Ja. Ti si že takrat vedel, da bo Eva to naredila, pa nič nisi rekel? A da nisem? Kako to? Lajtunga, da, pomagal sem mi. Vej mi, zakaj bi karkoli hotela še imeti z njo? Z vami vsemi, itak ste vsi tako pretegneni. A kaj pomaga, če rečem, da je bila Tina Marjanova druga izbira? Tako rekoč, rezerva.
klic v sili, krik obupanega samca. Kako veš? Marsikaj vem. Ponovno so stari prijatelji, jaz, Luka pa Marjan. Ti si bila njegova prva izbira. Kva? Je res, da si malo nedostopna, vse on tako čutno, ampak je pa res, da tudi Tina naredila svoje. Prekleta, sebična. Preden še kaj grdega zdrsne tvojega jezika, strinjam se. Ona je res poden. A se ti misli, da bi lahko kaj naredila glede tega? To si bil ti, svina ena! Kam zletiš? Sem prid! Prid sem, prpa ena! Čakaj, no. Paglo, sen, gnita krta! Ni bili prej skrbeti, da bi nas je narato, no. Nekaj, če bom začel. In zato srane si mi niči polover. Jep, to še ni vse. A lahko nadaljujem, a bo še kaj priletel? Halo? Hej, Luka tukaj. Kaj pa ti? Ja, ne gre mi tako lahko z jezika, no. Tole sem napisal zate. Tina, ki tako... Prepričati tega Prešerna ni bilo težko. Videk je na skrivaj gledal za tabo že nekaj časa. Bil je perfektna izbira. In da bi Bruka pri 3 palnah uspela, sem moral na hitro dobiti dovoljnega kandidata. In Luka je rabo samo malo spodbude. Zanimiv. Kako lahko je usmeriti ljudi, ki si nečesa srčno želijo? Vedel? Ja. Torej si tudi ti to skuhal? Dobro razvitim okusom in tipično pri njih je, da imajo zelo radi krmo sladkega okusa. Za prašiče je tipična tudi velika požrešnost in nevoščljivost pri žaretju. Zato mora rejec v mnogih primerih omejiti velikost obroka, da ne bi prišlo do prevelike zamaskitve. Pa ta polover je bil 60 evrov, pa misliš, da mi ful paše. Paše. Kaj pa tikve? Čakam se cirkus začne. Paše. Krava ena, lepo je krast tipe drugim, a ne? Marjan je bil moj. In ti greš in mu ne daš moje cifre samo zaradi tega, da bi lahko šla ti z njim ven. Le Eva, to ni tako enostaven, veš. Ni bilo tako enostaven. Upam, da ti bo v torek toliko slabo, da boš vpričal njega pobruhala ta svoj polover za 60 evrov, ker ti tako zelo paše. Ne vem, kako si mi lahko tako izdala. Prasat sen, najprej zakuhaš, pa se pa še naslajaš. A oui. No, ko si sprašvala, kdo je povedal Evi za zmenek in si bila zihra, da je bila Janja, ne? Si imela v bistvu prav, mislim, ni logično, kura. Janja je pač Marjanova kolegica, dosta skupaj, pa še goflaj, da ji ni para. Samo vse v redu je prav. Ampak ni bil Marjan tisti, ki je povedal Janji za zmenek. Jaz sem bil. In tudi predvidel sem, da bo ta novica dosti hitro prišla na Evi na ušesa. Ja, pa kako si vedel? Saj ti nisem povedala. Zoprno tole zeva, Ja, sploh ne vem, zakaj zmrzem čisto vsakič, ko hočem kaj narediti. Jo, naprimer, vabiti ven. Ja, recimo, Ej, imaš prav, ja, glej, res, jutro bom to naredil. Šel bom, jo povabil ven in to je to, kar bo pač bo. Lej, ti naredi, kar imaš za narediti, ampak naj ti seznanim z širšimi možnostmi. Ja, to pa so. Zakaj bi se neki sramotil, pa te pretal pred Evo? Jaz sem sestra. Čak, a misliš Tino? Ne, Micko. Je Tino, ja. Tino, tisto, ki me je spodila, ko sem hotel Evino cifro. Točen ta. Lej, res je, da je malo zoparno, ampak pomislim, kaj pa če te je spodila sem zato, ker bi rada, da na mesto Eve pošmirgaš njo? Živjo, a sem dobil Tino? Ne, super mena. Jaz sem videla, da sem jaz. Dospa ti. Marjan tukaj. Lej, jaz ti že rekam, da si ne dam Evine cifre, ker si mi ful zaupala, pa res me zanjo skrbi. Jaz pa dobil mojo cifro. Ne, Eva, ne, v bistvu sem hotel tebe povabiti ven. Mislim, da Eva ne bi preveč zadovoljna, če bi izvedela, da sem jaz Marjanu pomagal v te poklicu. Ampak bi preživela. In ja, nisi mi ti povedala zmenek z Marjanom. Skupaj z njim se določila termin. Čakaj. Nisi še končal. Ni glih Eva, ampak bo že mogel biti. Verjemi, ne boš še začaran. Ni gliheba, pa kaj bi takrat jaz pa rad? Ne vem, Evo. A ti povem, Niki,
Ti si pošast. Pošast. Pošast, ki hoče stopiti pošastni red, mogoče. Ko bi se mene poklical. Kdo? Marjan? Ja, sam ne vem, če poklic tega. Pejte malo, no, ne veš, kako se stopa v mojo sobo. Torej, tvoj spočitelj, ki je po nedoumljivih poteh narave in očitno tudi po neizprostni volji višje sile, slučajno tudi moj oče, Piratva Urbana. Pa dajte si vi že enkrat svojo Urbano umisliti. Kaj pa s tabo? Si limono pojedla? Boš malo čokolade? Baj je sprošča hormon sreče. Veš, da sem dolgo razmišljal, kako ne ti vrnem. Ja, lahko bi se poslužil tvojih metod pretepanja in obtoževanja, sam ta nivo ne zadovoljuje moje duše, no. Je preveč primitiven. In ja, veliko bolj elegantno te je bilo ujeti v tvojo lastno past. Pač namig tam beseda tukaj, pihanje na dušo druge in že je bila naša ljuba Tinca žrtev svoje lastne arogance in nečimanosti. Za vsako rice šiba najde. In ti si se ves čas zelo dobrega, me poslušal, verjela sem, da mi boš pomagal. In kaj je za to tvojo obljubo, da mi boš dobroto pokazal, kaj si delala narobe, ma sam zaigral si vse skup. Ne, če dobro razmislim, ja, sem, ampak je funkcioniralo, ne, opravički si se mi. Manjkala je pa neka pokora, no. Sam roko na srce, zaslužiš si se veliko višjo kazen. Je fajn, ko ima nekdo oblast nad tvojim življenjem, da ga fura, kakor mu paše, ja? Ko ve, kaj je najboljše zate. Ti si taka svinja, zeval si naj za čist brez veze skregu in noben ima nič od tega, še najmanj boš imel pa ti, ki jih boš res fasil in to obljubam. Ni res, da noben ima nič od tega. Eva je zdaj verjetno na zmenku z Marjanom, jaz pa sem imel obilo zadovoljstva, ker si dobila točno to, kar si iskala. Zdaj pa upam, da se boš kaj naučila, ker si prav dobro na cajte. Šah. In mislim tudi mat. Pokvarjen si, da ne moreš biti bolj. Oblast pokvari pravijo. Je pa sladka. To ne ti bo pozorilo, preden se spet spraviš name in na druge. Kaj boš spet razširil kaj podlega? Ne, takrat ne bom jaz režiser. Takrat bo režijo imelo življenje samo. Ja, nekaj sem razmišljal o politologiji. A politik bi rad bil? Sam ne vem, koliko popularen ta poklic ni. Ja ne, to je resno. Veš, kaj je pri tem fascinantno? Da je potrebno toliko malo, da dobiš oblast nad ljudmi. Vsi se neki gonje, pa parali bi se radi, pa denar bi imeli, pa neki bi radi bili. In če malo popihaš na ta hrepenenja, mislim, da sem glih kar ta prava ideja.